Ajdovski gradec. Ta majhen grič, ki se dviga nad Savo Bohinjko, očara pohodnike, kulturnike, zgodovinarje in arheologe. Muzejsko društvo Bled v počastitev slovenskega kulturnega praznika 8. februarja vsako leto prireja pohod na Ajdovski gradec. Koliko časa pa že prirejate ta pohod? Ja, vsaj nekih 10 let, no. Tako že več ne vem na pamet, ampak tako smo začeli, taka majhna skupinca, se udeleževati teh srečanj na Ajdovskem gradcu za 8. februar, kjer gledališče 2B praviloma naredi neko tako simpatično, prijetno kulturno prireditev, recitale in Prešerna in drugih avtorjev drugih držav. Se mi zdi zelo preprosto, ampak zelo avtentično, ne. In meni se zdi, da ta prostor na ta dan prav kliče, da gremo tja in da nekako se zamislimo nad tem dnevom kulture, ampak ne samo nad dnevom, nad celotno kulturo. Kdo pa se udeležuje pohodov? Ja, pohode predvsem se udeležujejo člani Muzejskega društva Bled in veliko se tudi drugih priključi, ki so simpatizerji, ki čutijo podoben, ne, ker se zdi, da je to en tak lep trenutek za srečanje, da se mogoče malo srečaš tudi s Prešernovo poezijo, pa s Krstom prav gotovo, ne, pa z Balhunom, ne, pa s Črtomirjem predvsem, ne, ki je nek simbolen lik, ne. In jaz bi rekel, da imamo čas pred Črtomirom in po Črtomiru. Mi smo danes daleč od tega simboličnega trenutka. France Prešeren je Ajdovski gradec omenjal v svoji epsko-lirski pesnitvi Krst pri Savici. Vendar je to le ena izmed povezav tega malega griča s slovenskim kulturnim praznikom. Ta prostor je pa potem na nek način oživil France Prešeren s svojim sonetom, ne, in z umestitvijo Črtomira v ta boj z Balhunom, ne. In se mi zdi, da je na tak način postavil en tak mejnik prelomen v slovensko zgodovino. Je res fiktiven, ampak če malo pomislimo enega resnega začetka, ne, slovanstva na naših tleh, ne, ga nimamo tako enostavno zapreti, ne. In z tega vidika bi jaz rekel, da je to kultni prostor. Je res imaginaren, ampak nekje moramo imeti svoje korenine. Na Ajdovskem gradcu so bili odkriti bogati arheološki ostanki, ki predstavljajo slovensko kulturno dediščino od starejše železne dobe do zatona rimskega imperija. Najstarejši podatki segajo, bi rekel, v rimsko obdobje, ne. Zanesljivo je bila tam rimska trdnjava, to lahko trdimo po bogatih novčanih najdbah, ne. Vsaj od druge polovice 1. stoletja, ne. Ampak meni je to razumljivo, da je bila tam rimska posadka postavljena, zaradi tega, ker je bilo potrebno kontrolirati promet z železom, ne. Vsa ta področja nad Bohinjem, ne, tja gor do Jezerc, do Velikega Draškega vrha, Malega Draškega vrha, vse to je bilo zelo bogato z nahajališčem železa. V začetku z Bobovcem, potem so pa raziskovali še naprej, ne. Še danes se najdejo ostanki, ne, izkopavanja. Srečo Vernik je velik ljubitelj zgodovine. Povprašali smo ga, kaj njemu pomeni kultura. Jaz mislim, da kultura odpira vrata v neko svobodo, v neko strpnost, v nek razvoj, ne, družbe. Da več kulture, večje je sodelovanje, ne. Ni nasproti, ne. Manj nasproti prinaša nekako eno skupno delo in skupno delo vedno na nek način plemeniti človeka, ne. In ne samo človeka, tudi družbo. In to je dobro za vse, ne. In jaz mislim, da je premalo kulture, ne, v bistvu v Sloveniji, ne, da se premalo poudarja pomen tega, pa take velike pozitivne učinke lahko prinaša.